Ok, še enkrat. Dobro, novinarska etika. Novinarska etika za mene je res v bistvu že od začetka, ko sem prišel na fakt, zanimalo, kaj je novinarska etika. To je nekaj abstraktnega, to je nekaj, kar ne moreš prijeti, nekaj, kar je težko osmisliti, nekaj, kar je pač mogoče težko osvojiti, ampak v resnici novinarska etika v osnovi pač so principi, kriteriji in pa merila delovanja in upravljanja novinarskega poklica, so neki osnovni standardi, ki morajo delovati, ki morajo biti vzpostavljeni, ki morajo biti znani znotraj same novinarske profesije, če lahko tako imenujemo. Novinarske profesije ne upravljajo samo novinarji, torej novinarska etika je nekaj širšega presega, mogoče te neke čisto, zelo stroge novinarska merila. Gre za to, da vsak novinar mora pač pri obravnavi družbeno-političnih in ostalih tem upoštevati neke temeljne kriterije in merila, ki so zapisani v raznih mednarodnih pogodbah, resolucijah, deklaracijah in pa seveda v kodeksu novinarjev Slovenije, ki je v bistvu na nek način biblija novinarske etike pri nas. Zdaj, jaz sem tudi sprintal tale kodeks novinarjev, ki v 19 oziroma 27 točkah skupaj z nekimi širšimi določili pač enostavno osmišlja, določa in pa opredeljuje kriterije, po katerih mora novinar v vsakem trenutku svojega poklica pač delovati. Novinarska etika pomeni, da je novinar zavezan v prvi vrsti samo javnosti. Torej, zaveza javnosti je zaveza pred vsako drugo zavezanostjo, bodisi lastniku ali kakršnemkoli drugim centrom moči, ki imajo posredno ali neposredno vpliv na izdajatelja samega medija. Če ne bi bilo vzpostavljenih nekih osnovnih standardov, ki so sicer zapisani v teh 27 točk, bi v novinarstvo vladal kaos. Pomeni, da bi bilo na nek način sprejeta ta makiavelijevska logika, cilj opravičuje sredstva, dovoljeno je vse. Boga ni, dovoljeno je popolnoma vse. In v bistvu kodeks novinarjev Slovenije vzpostavlja ta okvir, znotraj katerega lahko novinarji pišemo, poročamo, komentiramo, se lotevamo obravnave različnih tem, delanja intervjujev, posredovanja informacij, predvsem pa seveda njihovega osmišljanja in pa interpretiranja. Zdaj v osnovi prvo vodilo dela novinarjev je pravica javnosti do čim boljše informiranosti. Torej javnost ima pravico, da je pač v demokratični družbi informirana o vseh najpomembnejših akterjih, ki determinirajo torej njihovo delovanje. Javnost mora biti obveščena o delovanju vladnih organizacij oziroma vladnih institucij, parlamenta, ministrstev in ostalih organizacij, ki določajo pač naše življenje. V bistvu je obveščenost javnosti vsem tem pogoj demokracije, ker na podlagi obveščenosti oziroma na podlagi tega, da imaš vse informacije, se lahko v končni fazi odločaš na volitvah. In novinarji so pri tem seveda dolžni javnosti, ki so jih v osnovi zavezani posredovati čim bolj objektivno, neutralno, večplastno, celovito in pa s tem pač najbolj možno popolno sliko dogajanja v družbi. V nasprotnem primeru bi bili novinarji na nek način, vkolikor ne bi bila veljala ta zaveza javnosti, podaljšek neke politične opcije ali pa ekonomskih centrov moči in v skladu s temi prepričanji bi lahko na nek način javnosti predstavljali neko popačeno sliko. Novinarska objektivnost, ki je v veliki meri povezana z novinarsko etiko, je seveda mit. Objektivnosti ni, ker novinarji niso roboti, novinarji so enostavno ljudje, ki imajo popolnoma legitimno vsak svoje, neko, temu rečemo, mogoče svetonazorsko pač prepričanje v svetu. Torej, novinarji so konzervativni, novinarji so liberalni, novinarji so v osnovi, ne vem, lahko bolj kot zasebniki so novinarji lahko, ne vem, bolj levi, bolj desni. Ampak to pa ne pomeni, da lahko te njihove osebne opredelitve v osnovi odločilno določajo njihovo delo. Novinar mora pri svojem delu te opredelitve, ki jih ima mogoče kot zasebnik in jih v
svoje tudi mora imeti, zreducirati na nek način na minimum, vsako temo, vsak dogodek, vsakega sogovornika morajo obravnavati z temeljnim spoštovanjem osebe, o kateri poročajo, dogodka in vsega tega. Torej, šele takšno delo novinarjev na nek način zagotavlja, pač, da so novinarji kredibilni in verodostojni in da jim pač publika sploh verjame. Mislim, da v osnovi bralci, poslušalci in gledalci sami so v dobi, ko pač imamo vse mogoče informacije, vseh različnih spektrov, medijev, zelo hitro lahko prepoznajo novinarja, ki je pošten, verodostojen, ki je mobilno objektivni in pa tistega, ki je na nek način, da se temu tako reče, politični aktivist oziroma na nek način vnaprej a priori opredeljen. Torej, če gremo mogoče na kratko skozi kodeks novinarjev Slovenije. Torej, v osnovi kodeks novinarjev Slovenije je nastal na podlagi kodeksa Mednarodne zvezne novinarjev International Press Institute in pa je povzet deloma